Živijo družba, dobrodošli spet v oddaji Kaj dogaja, spet smo v studiu, z mano pa je zmagovalka letošnje Eme, Ana Soklič. Dobrodošla v našem studiu, Ana, moram ti čestitati za imenitno zmago na Emi. Imenitno, zdelo se je, da si skoraj brez konkurence. Res? A si bila presenečena? Ja, sem bila, res. Ne? Ja, pač vsak... Kje pa je vera vase? No, to je vedno, ampak nikoli ne moreš vedeti, kako se bodo stvari razpletale, dogajale. Vemo, da zdaj greš nas predstavljati v Evropo na Eurovizijo. Življenje se ti je najbrž te dni spremenilo. Kaj si počela ta teden? Koliko je bilo intervjujev, snemanj? Si bila gostja v kakšni oddaji? Bila. Ne vem, kje se me glava drži. Ne jem, ne spim. Nore stvari se dogajajo, ja, res. Si pa predstavljam, ugibam, iz izkušenj vem, da te najbrž, da so te ves ta teden spraševali bolj ali manj ene in iste stvari. Kakšne so občutki, kako nameravaš, kakšne so načrti, boš zmagala, bla. Nas pa tokrat zanima nekaj drugega. Gola in bosa ne bom. To je bilo samo v metaforičnem smislu rečeno. Okay. By the way, na Euroviziji si izgledala odlično in tudi zdaj, vendar, ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Zanima nas tvoj zanima nas, kako razmišljaš. Pripravili smo ti na kratko 3 novičke tega tedna in jih bova skupaj predebatirala, ti pa boš morala oceniti, katera od teh novičk, če sploh katera je fake, katera je lažna, katera nikakor ne more biti resnična. Dobro, pripravljena? Recimo. Lahko izbiraš. Kjer bova začela? Ok, pa pogledava. Športni direktor NK Koper ovadil Josipo Lisac zaradi petja. Ne, fake. Ne, fake? Ja. Nemogoče. Ja, nemogoče. Pišejo celo... To vem, da je bila ovada, mislim, da je prepevala je na ustoličenju novega predsednika ali nekaj tasga in zapela hrvaško himno na njen svoj značilni način. In piše, da jo je nekdo prijavil in kazensko ovadil. Torej, po tvoje, to ne more biti res. Ne, mislim, da tole ne drži. Josipo Lisac poznaš? Ja, izjemno cenim kot osebnost, interpret je izjemen in tako. Ne vem, mislim, legenda. Če so jo želeli, so to dobili. To je Josipa. In je nemogoče, da bi jo kdo prijavil zaradi take neumnosti, kot je pač preslabo odpila himno. A je morda spada med tvoje vzornike? Ja, mislim, tako, da bi jo res poslušala, jo nisem, ampak je pa kar veliko nastopov, ko pa ti gre res kot cine po konci. Ana, moram ti povedati, da je novica resnična in potrjena. Res? Našel se je en debil, ki je rešil prijatelj. Ojoj. Naslednja. Tale recimo. V lekarni v Mariboru maske na črno po 50 evrov. Seveda, v zvezi s koronavirusom in paniko in kako so ljudje zmedeni, prestrašeni in da maske po 50 evrov, ki jih sploh ni za dobiti. Res ali ne? Smo težko reči, pač ljudje smo takšni, da se bojimo, takšna novica zaobide svet in tako. Kaj pa ti, koliko te skrbi? No, nikoli ne reci nikoli, ne moreš vedeti tudi, Kako ne moreš vedeti? V medijih že tedne spremljamo vsak dan kakšno novičko in smo pravzaprav že dobro obveščeni. To je res, ja. Jaz imam pač občutek, da gre za neko malo bolj, ne vem, gripa varianta. Po tvoje za pretirano paniko? Mogoče malo pretirano, ampak tole v lekarni v Mariboru, maske na črno po 50 evrov? Ja, ni smešen. Ja ali ne? Ne, jaz bi tudi rekla, da ne. Ne. Imaš prav, novica je lažna. Hvala Bogu. Piš!
Pet odstotkov Slovencev je veganov, res ali ne? To bi pa rekla, da mogoče, da drži. Ja? Ja, Vsak 20. Vegan. ali pa tudi to ne. Kakšen je tvoj odnos do veganstva? Spoštujem zelo. Spoštuješ, Ja. prakticiraš pa ne? Ne, sem ljubitelj, tako, mislim, nisem tudi vegetarijanka, ampak jaz, če bi bilo po moje, bi res jedla več ali manj, večinoma, da vse bazira na zelenjavi, ampak mi je pa moj dragi rekel, veš, Ljubica, nisem jaz manekenka. Mesu se torej ne boš odpovedala. Tako malo ga pojem, da to je skoraj neomembe že vredno. Človek bi rekel, ko te pogleda, tvoja koža je tako bleščeča, gladka, da ni nikoli videla mesa. Zelo si prijazna. Hvala lepa. Ana Soklič. Lepo se imej. Dobro opravi.